razume pa vse in se štejejo še zmeraj kot Slovenci. Moj sin pravzaprav drugo leto misli, ko bo končal študije v univerziti, bo šel v Evropo in misli domov pogledati malo rojstni kraj od mojih staršev. Danes seveda po 45 letih, odkar obstoja to slovensko društvo Melbourne, je marsikdo že odšel iz naše srede, vendar pa še vedno poskušamo nadaljevati z našimi šegami, navadami in tudi upamo, da bodo naši potomci obdržali nekaj slovenščine med seboj. Drži, da društvene aktivnosti so več ali manj še vedno najbolj obiskane od prve generacije, to se pravi od naše generacije, od priseljencev. Je par izjem, ampak zelo malo. To nas precej skrbi po eni strani, po drugi strani pa poskušamo razumevati, da druga generacija nima te potrebe po združevanju, po družbi v tem smislu z Slovenci, kot jo imamo mi. Recimo, naši otroci so Slovenci, so Avstralci in so Slovenci, se zavedajo korenin, ampak samo toliko, vkolikor je to za njih praktično. Naši otroci nimajo potrebe po združevanju na takšen način, ampak kljub temu smo lahko zadovoljni, da z ozirom na današnji čas, na tole potrošniško družbo, da se še druga in že celo tretja generacija vsaj koliko toliko zaveda korenin. In seveda to smo pa uspeli. Sploh, če govorim za slovensko društvo Melbourne, to je tako rekoč moja organizacija, kateri že pripadam od leta 1958, smo vedno imeli širši način delovanja za slovenstvo, za Slovence v Melbourneu tukaj, v Avstraliji, tako rekoč. Osebno se ukvarjam kot z športom, z lovstvom, ne. To je pravzaprav nekako naša štajerska tradicija že, ali pa vse slovenska. Ne. Slovenci smo pač takšni, veste, da mislim, če tudi pogledamo svojo zgodovino, nas je vedno ohranjalo tole združevanje, ne, da smo se združevali in lovska aktivnost je bila ena od teh. Ne. Kaj se pa društva kot takšnega tiče, ne, imamo pa dve zelo močne sekcije tukaj pri slovenskem društvu Melbourne in to je balinarska sekcija in pa lovska družina. Ne. Zraven tega seveda je še nogometna ekipa, ki že tudi deluje dolgo let, gre nazaj mogoče svojih 30, celo 35 let. Ne. Ampak to je tudi ena aktivnost, ki je bila enkrat močnejša, enkrat slabša. Momentalno so fantje zelo močni, ne, in zelo aktivni. Smo le dosegli nekaj, mogoče ne tistega, kar bi bili želeli, ne zadosti, kar bi bili želeli, ker nažalost smo pač bili preprosti ljudje, ki smo imeli samo zelo omejene sposobnosti. Moram reči tukaj, da ene inteligence recimo med nami ni bilo mogoče ene, dveh izjem in še to so bili več ali manj ljudje, ki so imeli omejeno izobrazbo, nekakšnih akademikov med nami nismo imeli. Ne? V literarno zgodovino pa se je kljub temu upisalo nekaj izjemnih poetov, kot na primer Bert Pribac, ki je 62. prav v Melbourneu izdal svojo pesniško zbirko Bronasti tolkač, kot prvo slovensko knjigo, ki je šla v Avstraliji.
Vsekakor, da smo se Slovenci v Avstraliji najprej in najlažje izražali v poeziji. V tem ni dvoma in lahko naštejem 10 ljudi, pa ne vem, ne bi rad nobenemu delu krivice, ampak vsekakor, da bom postavil, kar se tiče poezije, Jožeta Žoharja in Pavlo Gruden, bi jih postavil kar v prvo vrsto. Ampak ni rečeno, da drugi niso dobri. Recimo Danica Petrič je napisala nekaj dobre poezije, Cilka Žagar je napisala predvsej dobrega, kaj ne. Tale naša Daniela Hlišterion na Tasmaniji je napisala neke odlične poezije. Žigon v Adelaidi piše zadnje čase kar dobro poezijo. In Lebrejeva hčerka piše v angleščini. Upam, da nisem spustil nobenega imena. V prozi se nismo izpostavili, razen Kobala, ki je napisal svoje doživljaje v Snowy Mountains. To je bolj zgodovinska zgodba, literarna vrednost njena je dvomljiva, je pa kot kronična vrednost je pa čudovita knjiga za slovensko emigracijo v Avstraliji. In Daniela Hlišterion je napisala precej novelic za avstralske časopise. Škof Ivanka je napisala neke poezije, ampak njene črtice se mi zdijo čudovite. Prav tako so napisali nekaj lepih stvari Mara Meriska pa Ana Makovec. In še mnogo ljudi se je znašlo, ki je napisalo lepega. Lojze Košorok, ko je urejal slovensko stran v časopisa Novo dobo. Stanka Gregorič je znala napisati. In da ne pozabimo Petra Košaka, pesnika, par excellence, on je bil pa res odličen, ampak samo svoj človek. Sem pozabil njega dati v prvo vrsto, včasih sem, pa ne bi se rad hvalil, ampak sem včasih mislil, da je on boljši od mene. In iz njegove zbirke, ki zdaj nekako je šla na internetu, bi se dalo izbrati čudovito zbirko kakih 60 pesmi. To ni še noben naredil, čeprav so obljubili. Peter Košak. Barbara Suša je v pregledu literarnega ustvarjanja Slovencev v Avstraliji ugotovila, da je med slovenskimi pesniki verjetno napisal največ, a najmanj objavil. Najprej v 70-ih v Vestniku, v 80-ih je prav tako v Melbournu išla v samozaložbi tudi njegova pesniška zbirka, poleg objav v drugih slovenskih publikacijah v Avstraliji pa je največ njegovih del v rokopisu Med prijatelji na različnih koncih od Sydneyja do Melbourna, Tasmanije in avstralskega severa. Kot bi mu sledili po dolgih avstralskih poteh, smo med njihovimi spomini sestavljali podobo samosvojega pesnika. Prvič je svobodomislec, no se sem jaz tudi, ampak njegovo izražanje je čisto drugačno. Zna biti zelo drzen, zato ker je zelo ranljiv. A Peter je iskal predvsem Boga in v Bogu je hotel najti sebe. In jaz nimam nič proti temu, on je šel ven iz krščanstva. Verjel je definitivno v komunikacijo duha tako daleč, da je smatral, da lahko z močjo svojega duha prenese podobo svojega telesa, kot da hoče biti. In to se je enkrat zgodilo. Jaz to vem, da se je zgodilo. Je imel neko strašno čudno notranjo moč, kot da bi bil neke vrste čarovnik, včasih sem mislila, veste. In jaz kaj takemu, sploh ne podležem, ampak kaj takemu sploh ne bi podlegla. Je imel strašansko moč, celo hipnotično nad gotovimi ljudmi. Peter je bil čudovita oseba. Jaz imam precej njegovih stvari. Ko sem slišala, da je Peter umrl, jaz sem se zaobljubila, da jaz bom nekaj naredila, da bo Petrove besede in poezije prišle na dan. Z besedami, s celimi verzi se je poigraval in je bičal klerikalizem, je bičal komunizem, je bičal kapitalizem. On je bil pravi in zato ga niso marali, nihče ga ni marala, cirko ga niso marali, politiki, ne komunisti, niso ga marali kapitalisti. Zaposlil se je v umobolnici. Ja, on je hodil v Ljubljani v šolo, ni dokončal in ko je prišel sem, je nadaljeval se s psihiatrijo in psihologijo in je potem v umobolnici delal. Dokler ni odpotoval v Indijo in je tam umrl. Midva sva brala, razpravljala, romantike ni bilo nobene,
Vam lahko povem še njegovo drugo plat. Čisto mladi smrkavec je bil, veseljak. Pravi meni enkrat, Pavla, veš kaj, peva se malo smejati. V Melbourne peva, so rekla, peva. In stanemo pred Luna Park in smo plezla vse tam. Pa je žoge metal, pa je šel, pa je streljal. In sem v tem pisala, pa tudi dober gostitelj. In sladokusec. Tu sva se fajn smo jemala. Verjetno je bil mi Peter precej podoben, glede na to, da je imel več kot eno osebnost, da se je lahko ob enih popoldan smejal in ob dveh popoldan jokal, da je napisal lahko v enem dnevu cel kup ljubezenskih, srečnih, pozitivnih pesmi in potem bang šel v depresijo. Jaz sem precej slična, zato smo o tem veliko debatirala. Si včasih po noči telefonirala, ko se je komu porodila nova pesem in si pomagala. Takrat je tudi Daniela Hliš živela v Melbourneu, kjer je izdala dvojezično zbirko pesmi Whisper, šepetanja. Prva zbirka je bila dvojezična zaradi tega, ker sem hotela biti zvesta Sloveniji in Avstraliji. Predstavljam si, da ni kar enostavno izdati knjigo. Pisala sem, poslala sem knjigo več ljudem in potem sem imela srečo, da se je ena izložba oglasila in mi povedala, da so zelo zainteresirani in da bojo v mojem imenu skušali dobiti grant od avstralske vlade in oddelka za literaturo in da bojo potem s svojim denarjem in s to pomočjo izdali mojo knjigo. In potem so oni vse to organizirali in knjigo izdali. To so bila šepetanja. To so bila šepetanja. So vas tudi zaradi teh objavljenih pesmi uvrstili v antologijo avstralske poezije z vašo pesmijo? Verjetno, ker je tista pesem prvič išla v šepetanju. Kaj so vam rekli avstralski kritiki, ko so brali vaše pesmi v angleškem jeziku? Globoke, korajžne in da se čuti, da angleščina ni moj materin jezik. Slovenski literati v Avstraliji so na poseben način ujetniki dveh jezikov, slovenskega in angleškega. Prav željo, da bi jim prisluhnil širši auditorij bralcev, so v novi domovini izdali več knjig, napisanih v angleščini, od zgodovinsko-pričevanskih, leposlovnih do izobraževalnih. Z vsemi posebnostmi je med najpomembnejšimi tudi projekt prevajanja slovenskega leposlovja v angleščino in obratno. Začel sem prevajati, ampak nisem uspel nikoli prevesti vsega, zato ker nisem mogel najti ene selekcije, ki bi bila za mene sprejemljiva za angleški svet. Detela je spustil pesnike ven, ki mu niso bili njemu po godu, ker so bili preveč socialistični. Grafenauer pa nekdo drugih sta mi pomagali, Sloveniji so pa spustili ven izseljenske pesnike. Sam pa nisem dovolj vedel kvaliteto teh pesnikov, da bi mogel se samo odločiti za eno selekcijo. Tako da mi ni uspelo, razen neke rivialnega prevajanja, mi ni uspelo narediti tega dela. Še vedno si mislim, da lahko izdamo eno lepo slovensko antologijo v angleščini. Prevedel sem pa avstralsko antologijo pesništva v slovenščino. 12 oddaj na ljubljanskem radiju. Je kar lepa predstavitev avstralske literature.